Z Jeleno Dimitrijevič pa smo tokrat v ekološki trgovini Kalček klepetali o težavah z želodcem. Ker je to zelo obsežna tema, lahko za dodatne informacije stopite v kontakt z Jeleno osebno. Jelena, zakaj je toliko težav z želodcem in seveda posledično s prebavo? V bistvu zaradi tega, ker živimo na tak moderen način, smo oddaljeni od narave, od naših primarnih potreb. Problem je tudi seveda na fizični ravni, zaradi tega, ker užijamo hrano, ki za nas ni primerna, posebej pri želodcu, ogromno maščob, živil živalskega izvora, predelana hrana, slabe kombinacije živil, hkrati v bistvu tudi kakšna kava, alkohol, dodatki v hrani. Vse to poškoduje delovanje želodca, tudi zmanjša želodčno kislino in hkrati tudi ošibi delovanje tudi mišice zapiralke, ker to je to povezava, marsikdo ima refluks, pa misli, da ima odvečno kislino, dejansko pa se zapiralka odpira, takrat, ko ne bi smela, in kislina pride v požiralnik in nam tudi dela težave. Nažalost, pol dajajo zdravniki zdravila za zmanjševanje želodčne kisline, kar povzroča še dodatne težave, ker se zmanjšajo recimo absorpcijska moč, izkoriščenje tistih nutrientov, hkrati tudi posledično se poškodujejo tudi drugi organi. Tako da je treba paziti seveda, kako živimo, na kakšen način, in ne samo kar se hrane tiče, ki tudi so težave na psihični ravni. Kaj pa lahko naredimo, če želimo izboljšati delovanje želodca? Predvsem to, kar sem prej omenila, hrana je ključna. Če že imamo težave z želodcem, se za nekaj časa vsaj odpovemo presni hrani, ker dostikrat je to težko pol predelovati, dokler se ne izboljša ta prebavni ogenj, se pravi užijemo več kuhane hrane. Pazimo na kombinacijo živil, se pravi užijamo, ne vem, žita, samo zelenjavo, pa potem stročnice zelenjavo. Tisti, ki uživajo živila živalskega izvora, tudi samo zelenjavo, ki ne vsebuje veliko škroba. Ne užijemo veliko maščob, ker to tudi upočasni proces prebave in ošibi mišico zapiralko. Sadje jemo samostojno, ne mešamo ga z drugimi živili in tako dalje. Tako da to je, kar se hrane tiče, ne užijemo pekočih stvari, močnih začimb, tudi predelane hrane, sladkorja, izogibamo se kavi, mleku, mlečnim izdelkom, to je tudi zelo pomembna stvar. Tako da to je to, kar se tiče hrane, kar lahko naredimo. Hkrati pa lahko dodajemo fantastične začimbe ali pijemo čaje, predvsem ingver je dosti znan kot izjemno koristen za želodac, kolmež, janež, koromač, kamilica, rman, veliko je teh rastlin, ki nam lahko pomagajo. Seveda je treba nekako tudi spodbuditi samo želodčno kislino, ker tukaj je največ nekako težav. Grenke stvari nam zelo pomagajo, se pravi tudi v ajurvedi vedno govorijo, pojemo najprej solato, počakamo pol ure, pa potem kuhan obrok. V primeru težav z želodcem itak surova hrana je malo težje prebavljiva, ampak če nam gre nekako, potem je varianta, da dejansko zaužijemo nekaj grenkega, cikorija, rukola, radič, take stvari, ali švedska grenčica brezalkoholna je fenomenalna za dvig tudi želodčne kisline. Odličen je mačji krempelj, šatavari, tudi recimo mastika, to so recimo take rastline, ki nam pri tem pomagajo. Probiotična kura se lahko naredi, če imamo tu težave, recimo s Helicobacter pylorijem, pomaga nam tudi Saccharomyces boulardii. Potem v bistvu gledamo, če je treba tudi zmanjševati želodčno kislino, potem je bolj bazično hrano treba zaužiti, pa hkrati tudi mogoče kakšna soda bikarbona za nekaj časa. Ampak generalno je treba tudi izboljšati stanje encimske funkcije telesa. Pri tem lahko tudi dodajamo kakšne prebavne encime, da tudi olajšamo težave, mogoče kakšne bolečine. Se pravi, je treba najti vzrok, od kje prihaja, zakaj prihaja do teh težav in potem izvajati to, kar je za nas najbolj primerno.